kakšne so danes možnosti zdravljenja bolnikov z multiplo sklerozo, kakšno obravnavo lahko zagotavljate in kakšni so obeti za naprej? Lepo pozdravljeni, hvala za vprašanje. Sodobne možnosti zdravljenja so danes že zelo široke in srečni ter ponosni smo, da lahko tudi v Sloveniji bolnikom ponudimo vse sodobne načine zdravljenja. Namreč danes imamo na voljo že več kot 10 različnih učinkovin za v bistvu zdravljenje multiple skleroze. Govoriva o zdravilih, ki spreminjajo potek bolezni in so usmerjena predvsem na vnetno komponento bolezni, kar pomeni, da seveda vseh bolnikov z multiplo sklerozo še vedno ne moremo zdraviti, lahko pa zdravimo večino bolnikov in s tem v bistvu dolgoročno izboljšujemo izhode zdravljenja. Tukaj zraven bi omenila tudi seveda, da ne smemo pozabiti hkrati na simptome multiple skleroze, ki jih lahko lajšamo tako z medikamentoznim zdravljenjem kot tudi z drugimi ukrepi, predvsem z rehabilitacijo in pa to, kar ste že omenili, celostnim pogledom na obravnavo bolnika z multiplo sklerozo, v katerega seveda vključujemo celoten zdravstveni tim, poleg zdravnikov, medicinskih sester, še fizioterapevte, delovne terapevte, klinične psihologe in še več. Želeli bi si seveda, da bi tudi v prihodnosti lahko takšno zdravljenje ponudili čim več bolnikom in da bi lahko takšno široko obravnavo zmogli za čim več ljudi, s čimer je seveda povezano tudi to, da potrebujemo več kadra, kot ga imamo danes na voljo. Se mi pa zdi, da je prihodnost vsekakor obetavna. Raziskave so v teku tako z vidika samega vzroka multiple skleroze, kot tudi novih prihajajočih zdravil. In mislim, da bomo v naslednjih letih, desetletjih videli tukaj še velik preobrat v bistvu nekako v boljšo prihodnost in pa tako, da lahko zremo z optimističnim pogledom. Morda samo še pod vprašanje. Zagotovljena je torej celostna, najsodobnejša obravnava tudi na tem področju, pa vendarle je tako kot pri vseh drugih boleznih, tudi pri multipli sklerozi zelo pomembno, da je bolezen odkrita dovolj zgodaj, da je diagnoza postavljena pravočasno, ko simptomi še niso tako zelo opazni, tako zelo moteči, da je boj z njimi otežen. Kje smo tu? Res je, prav imate. Mislim, da tukaj smo v Sloveniji že v bistvu lahko se primerjamo z ostalimi razvitimi državami. Seveda, kot rečeno, pomembno je, da bolezen prepoznamo zgodaj, v zgodnjih fazah, kar pomeni znotraj prvega leta nastopa bolezni, ne pa skozi 5 let že trajanja bolezni ali pa 10 let, kar je bilo pač prisotno v preteklosti, govoriva mogoče desetletje, 2 desetletji nazaj. In tukaj se pač seveda s tem tudi pomembno spremeni dolgoročna prognoza teh bolnikov, če bolezen prepoznamo zgodaj, in to je danes z zagotovitvijo tudi dostopa bolnikov do zdravstvenega sistema in pa seveda do sodobnih preiskav. Med njimi predvsem je tukaj gonilo tega napredka dostopnost do magnetno-resonančne diagnostike in s tem bolezen prepoznamo v zgodnji fazi in tudi lahko začnemo ustrezno ukrepati.